Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v 404. pogovorni oddaji Med nami povedano. Verjeli ali ne, kljub temu, da smo šele na koncu avgusta, so se trgatve začele. Veliko vzrokov je, zakaj je tako, pa smo se odločili, da v naš studio povabimo strokovnjakinjo, poznavalko, specialistko, žensko, ki ve veliko povedati o teh zadevah in gotovo nam bo obrazložila tudi, zakaj smo letos tako zgodaj začeli s trgatvami. Glede na to, da dobro vemo, kdaj je včasih bil čas trgatev. Z nami je Lidija Ruška. Pozdravljena. Ja, dobro jutro, pozdravljena. Jutro je še, ne? Ja, me veseli, da ste si vzeli čas. Vem, da ste verjetno tudi zaposleni, glede na to, da ste upokojenka. Ja. Upokojenci so močno zaposleni. Ne, nisem. Jutranje ure imam za sebe. To sem si zborila. Drugače pa pozneje, pa zdaj še ni takšne gneče. Ni. Fino. Še je začetek. Kot ste slišali, uvodoma sem povedala, da bo najina tema danes predvsem glede na to, da so se trgatve res že začele, kljub temu, da je šele avgust, 23. avgusta. Kaj je vzrok? Ni samo to leto. Mi že imamo praktično, ko opazujemo klimo, oziroma sploh naša poletja, naše pomladi, naše zime že, mi praktično prihajamo v eno klimatsko obdobje, ko so temperature više. To tudi spremljamo, se poslušamo, koliko se je klima spremenila že na krogli zemeljski, seveda tudi v našem področju, in koliko so temperature zrasle. Zdaj moramo reči pravzaprav, da smo za to sami krivi, pravijo, ne? Seveda, civilizacija napreduje, veste, kaj vse emitiramo v ozračje, v našo ljubo čisto atmosfero smo nekoč imeli, zdaj to več ni, in seveda temu primerno se tudi klima spreminja. In seveda morajo se tudi rastline spreminjati, predvsem naša vinska trta. Pravijo tako, to sem si nekako zapomnila od starih ljudi, da je trta najbolj trdovratna rastlina. Da se ona pravzaprav hitro prilagodi in da vse ujme prenese, vse tiste nevšečnosti, které lahko spremljajo, ne samo vremenske, tudi drugače. In seveda mi imamo že zadnje čase trgatev ne takrat, ko sem jaz nekoč, ko sem prišla in začela delati. Jaz sem se naučila, da se optimum zorenja našega grozdja tu, predvsem poznih sort, je nekje 15. oktober. Prosim lepo, zdaj pa smo avgusta, konec avgusta, zdaj ne bomo trgali še pozne sorte, ampak rane sorte so lepo že pravzaprav nekako, malo sem tudi kontrolirala že, pa že dozorevanje je naprej. In trta nekako se prilagodi. Gledajte, rastlina, seveda, ker je zunaj, ne, zdaj to leto, ne samo, da smo imeli veliko sonca, problem je, kad smo imeli malo vlage. In bolj suha klima narekuje hitrejše dozorevanje, ne. Seveda, zdaj, koliko bomo imeli pridelka, kakšen pridelek bo, to bomo še pravzaprav videli, to bomo še občutili, to bomo še, ali mislim, da bo v redu, da bo nekako kazem. Predpostavljam, da bomo zadovoljni. Mogoče ne bomo zadovoljni s količinami, ne? Ker sušenje in suševanje, transpiracija naredi svoje. Vlaga odide, seveda koncentrirajo se tiste snovi, které so v jagodi, ne? Oziroma to imamo še sadje, grozdje je sadje, ne? V grozdni jagodi pravzaprav izpari voda, ne, se koncentrirajo komponente, které so nekje karakteristične in pravimo tak, v vodni raztopini, v našem moštu, ko smo sprešali grozdje, smo imeli okoli 150 sestavin. Odvisno od sorte, odvisno od časa trgatve, ne, ampak zdaj bomo videli pravzaprav s temi ranimi sortami se še ne moremo dajati, ne vem kakšnih prognoz, ampak lahko predvidevamo kakšna bo letina. In seveda, jaz mislim, da bomo tam konca septembra že trgali, oziroma že prej pozne sorte in da bomo trgatev o tistem Terezinem, ko je
pravijo tako, da je Sveta Terezija 15. oktobra od takrat bi trebali že imeti pomale Martinovo. Ne? Tako da, vidite, klima se spreminja, no to slišimo, zdaj meteorologi nas opozarjajo. Vsi tisti, kateri opazujejo naravo, pravijo, da smo ljudje tisti, kateri botrujemo tej spremembam. Ne? Mi, ljudje, vsi, na krogli zemeljski. Včeraj sem zasledila ravno in to mi je všeč bilo, kako bojo Nemci prepovedali sploh zelo hitro avtomobile oziroma na ta pogon, ko emitirajo veliko CO2. To so dizel motori, ne? Pa nasplošno, verjetno bo zelo hitro prišel čas, ko bomo imeli električne avtomobile in ne bomo imeli teh izpušnih plinov toliko in ne bomo CO2 toliko proizvali. Razen tega mi smo se zavezali z Kjotskim sporazumom in Pariškim, da ne bomo emitirali toliko zrače CO2, ker nimamo toliko rastlin, ker rastlina spija CO2 in dejansko biosintetizira organske snovi. Nimamo toliko, enostavno imamo višek v atmosferi in to je rezultat teh vremenskih sprememb. Ampak dobro, mi moramo vedeti, da mi rabimo sonce. Mi rabimo sonce za zorenje. Trta sicer rabi posebno, moji kolegi agronomi bi verjetno mi potrdili, da ni samo važno sonce, da je važna tudi vlaga, ne? Relativna vlaga. In da bi rabili zdaj v tej fazi, ko je grozdje že tako, ko imamo veliko že pravzaprav sladkorja, ne? Nekje nad 70 ekslevih stopinj je že možnost razvoja plemenite plesni, tistega Botrytis cinerea, katerega tudi želimo imeti na grozdju, posebej na tistem grozdju za vina posebne kakovosti. To pa ne vem, če bomo uspeli to leto, če ne bo dežja, če ne bo vlage, če ne bo sploh transpiracija v takem smislu, kak je, ne? Te pa ne vem, te bomo verjetno imeli zdravo grozdje, bogato z sladkorjem, bolj deficitarno na skupnih kislinah, pa ostalih komponentah in seveda bomo videli, pravzaprav ne moremo reči 100%. Mislimo oziroma nekje želimo si eno dobro letino. Vsekakor. Na vsak način. Količina pa bo verjetno manjša, ne? Manjša, absolutno manjša. Ne samo zaradi tega, se veste, da je bila pozeba nekaj. Pozeba nam je tudi dosti naredila, posebej na določenih legah. Interesantno, mi v tem našem področju Ljutomersko-Ormoški gorici še imamo srečo. Glejte, okolica Maribora, ne, tam je blizu Pohorje, tam je tista pozeba, ko je prišla, je bolj prizadela vinograde v okolici Maribora, okolici Šentilja, oziroma že avstrijski del je bolj poškodovan od pozebe, ne. Mi smo tudi dole in seveda odvisno je bilo, kak je trta takrat, veste, pognala, ne. Rane sorte so bolj naprej bile in seveda tisto nam je pozeblo. Pozne sorte so nekako zamudile, mogoče niso toliko prizadete bile. Pa bomo videli, ali trta se spet tudi nekako transformira, tako da od tiste pozebe bodo sigurno posledice. Potem pa predvsem na sadju bo, ne, to bo se občutilo pri jabolkah oziroma hruške in to. Tako da bomo verjetno imeli tako eno, malo bi rekla, eno težko jesen za kmetijstvo, veste, nasplošno za zdaj pridelki se pobirajo, te se vidi, koliko je česa in koliko česa ne bo. Ampak dobro, mi imamo že bogato izbiro sadja iz južne poloble, že nam to transportirajo, ker kljub temu jaz nimam tega rada in nimam rada, da preveč se to vozi okoli. Pa vidimo pravzaprav že pri breskvah, naprimer. Mareli praktično nismo imeli v tem koncu. Ampak dobro, trg je poln vsega, tako da edina sreča, da imamo zaščito pridelka pri grozdju. Mi imamo pravzaprav, mi ne moramo voziti grozdje iz ne vem odkot. Mi imamo grozdje samo iz našega vinorodnega močja. Tako da je to sreča naša, da tisto, kaj bomo pridelali, kaj bomo potrgali,
tisto bomo imeli naši sodi oziroma steklenice. Gospa Lidija, vi se pravzaprav z vinom ukvarjate že od mladih, roslih let. Nekako ste celo svoje življenje posvetili vinu. Ja. Kako je pravzaprav prišlo do tega, glede na to, da ste Slavonka? Ja, torej jaz sem študirala na Tehnološki fakulteti živilsko tehnologijo. Ne? In ko sem prišla v Ormož kot živilc, sicer sem bila specialist ne za vino. Nisem vino kot tehnologijo nisem študirala v Zagrebu. Mi smo imeli tehnologije, ko smo imeli po predmetih, ne? Smo imeli alkoholno vrenje, tam smo tudi imeli o vinu seveda, ampak drugače moje specialnost je bilo meso, mleko in olje in masti. Jaz sem celo diplomo delala iz svinjske maščobe. In zato jaz častim mast, svinjsko mast in celo življenje uporabljam in nimam nič preveč holesterola, tistega LDL-a, to v redu. Prišla sem pravzaprav v službo v kombinat Jeruzalem Ormož. In 1 leto sem delala v ormoški klavnici kot tehnolog za meso. In takrat se je gradila ormoška klet oziroma dovrševala, ker klet se je začela graditi leta 60, leta 67 je bila otvoritev in leta 66 sem jaz že bila v kleti, ker je profesor Veselič Miran, to je naš gorelist oziroma Ormožan, on je pravzaprav izdelal je idejni projekt za ormoško klet. In seveda takrat je še bil naš svetovalec, oziroma v Jeruzalemu Ormožu svetovalec, kar ob gradnji kleti se veste, da je tehnologija se pravzaprav postavljala in takrat je profesor nekje željo imel, da bi enolog bil živilski tehnolog. In jaz sem bila tukaj že v službi zaposlena in tako sem dobila to mesto. Pravzaprav biti enolog pomeni, da moraš biti zelo dober biokemik, a jaz sem biokemijo seveda študirala, moraš biti dober mikrobiolog, to sem jaz tudi, tako da prosim, evo, celo življenje imela sem srečo, da sem delala samo 30 let. Današnje ženske boge reve, kaj morajo 40 let delati, ne vem, kako to zdržijo. Jaz sem imela srečo kot ostale moje kolegice in kolegi, da so nam v kombinatu takrat omogočili nakup študijskih let. Tako da sem delala samo 30 let in sem bila celi čas v kleti, vodila sem enologijo in seveda tehnologijo. Imela sem še kolega direktorja Kocipra, kateri je tudi sodeloval aktivno pri tehnologiji. In seveda pozneje sem bila še direktorica kleti, imela sem komercijalo, torej celi tehnološki proces sem imela v rokah, enologijo, kvaliteto, količino, komercijalo, prodajo sem pomagala tam, vodila seveda 60 zaposlenih je bilo. Prosim, tako da nekako kazvem, živela sem z vinom. Moram pa reči še eno stvar. Da sem z veseljem si pravzaprav zbrala to delovno mesto, oziroma da sem imela možnost si izbirati, ker sem že probala, kako je delati v proizvodnji mesa, to mi ni bila simpatična tehnologija. Poznala sem tehnologijo mleka, tudi olje, tudi sem bila na praksi v Zagrebu, v tvornici Zvezda sem bila na praksi, to mi tudi ni bilo simpatično, to so eni vonji. Torej sem bila že nekje predestinirana za prijetne vonje, to pa je edino vino. In tako da sem srečo imela, da sem si izbrala eno elegantno, bi rekla elegantno tehnologijo. Ker veste kak, danes poješ kruh, si vzameš, spiješ mleko, poješ sir, poješ meso, kaj zdaj, ne razmišljaš o tem. Mora biti užitno, mora biti v redu, ne razmišljaš, kaj si jedo, pa kakšne posledice, ne vem kaj. Vino pa pušča posledice. Ko spiješ, imaš ga še dolgo spominu, oziroma rabiš nekje občutek tisti, kakšno je, če dobro, ostane ti spominu, zapomniš si sorto, zapomniš si nekje karakteristike. Vino ima dolgi pot še, ko ga zaužijemo. Da ne govorimo o tem ozorenju, da ne govorimo o tehnologiji, da ne govorimo pravzaprav, da sem srečo imela, da je takrat profesor Veselič skupaj z svojo sodelavko profesor Šikovčevo, takrat je ona še bila njegova asistentka oziroma
še ni bila profesorca, ne, ampak delala je aktivno. Slavica Šikovec je bila mikrobiologinja. Ona je pomagala absolutno, da smo postavili eno posebno tehnologijo hladnega vrenja. Tehnologijo hlajenega in hladnega vrenja v kleti. In to je botrovalo tej visoki kakovosti naših sort, da pravzaprav na eni zmerni temperaturi, nižji temperaturi od normalne, mošt fermentira na 20-25 stopinj. Ko pa ti njega ohladiš, zadržiš aromatične snovi, tako da ostane vse tisto bogatstvo. In to smo mi imeli takrat že nekje od začetka možnost v ormoški kleti, ko je tehnologija bila tako speljana, da smo imeli možnost hlajenja, da smo imeli pri sprejemu že hitro začetek fermentacije, kontrolo vrenja, potem pa kontrolo zorenja, celi potek zorenja do stekleničenja in seveda takrat še posebej smo imeli možnost spremljanja oziroma arhiviranja tega vina, tako da smo bili znani zelo hitro, ne samo v Sloveniji, v takratni Jugoslaviji oziroma tudi v Evropi, moram pa reči v svetu tudi. No, vse to zgodovino vašega dela in potek vsega vas sprašujem seveda z razlogom, kajti naslednje vprašanje sledi, se da recimo kvaliteta vseh teh naših vin na kakšen način primerjati. Recimo 50 let nazaj, ko ste vi kot mlada enologinja torej začeli, pa danes. Obstaja kakšna primerjava? Je, absolutno. Moram reči, malo se spreminja tudi nekje okus ljudi, ne? Malo mogoče tudi prezentacij, navad, ne? Današnji svet, ko drvi tako hitro naprej, pravzaprav moram reči, da je malo tistih, kateri mogoče cenijo, spoštujejo, naprimer, arhivska vina. Danes imeti na mizi eno arhivsko vino oziroma vino, katero ima tiste vse karakteristike, sortnost, bogatstvo sorte, bogatstvo aromatičnih snovi, barvnih snovi, bogatstvo ekstraktnih snovi, ne? Da pravzaprav tisti nivo potrošnikov se malo spremenijo. To je vezano na dozorelost človeka. Mladi ljudje nekje želijo spiti mogoče nekaj svežega, sadnega, danes so v modi mlada vina, sadnega, kaj ima sadno karakteristiko. To pomeni, ker pravzaprav tako je, v tehnologiji, ne, ko mošt povre, ne, tiste aromatične snovi od mošta, mi pravimo, da so primarne aromatične snovi, tiste se zadržijo še en določen čas v mladih vinih. In takrat je karakteristika teh vin čisto drugačna kot vina, katera so, mi pravimo, dozorela, katera so uležana, katera so pravzaprav že stekleničena, katera še zorijo tisto tretjo fazo v steklenicah. To je čisto eno drugi karakter. In seveda danes je malo sprememba je in želja po vinih, ko imajo vina, pravzaprav bi lahko rekla, tisti, mogoče še, če lahko pripomnim, malo eno svežino imajo, tisto primarno cvetico imajo, mogoče so nedozorela še v celoti. Moram pa reči, da so se tudi tehnologije spremenile. Danes, veste, imate fermentacijo v inoksih, v inoks posodah, ne, v kleteh. Imamo malo še pri nas v Sloveniji, žal, malo lesene posode. Lesena posoda, seveda je posoda v kleti, katera zahteva en poseben tretman, čiščenje, sploh vzdrževanje. Bogatstvo, pravzaprav lesena posoda je zelo draga, ljudje nimajo toliko, ne. In danes imate kleti v glavnem polne inoks posode. Inoks posoda pa je hermetično zaprta posoda in v tisti posodi ni zorenja vina v takšni fazi, kot je nekoč bilo. Mi smo v ormoški kleti imeli tako. Ormoška klet je imela, takrat, ko sem začela delati, kapaciteto 4 milijone litre. Takrat smo povečali do 7 milijonov, dobro. 2 etaže, klet je bila globoka pod zemljo. Profesor je tak predvidel, kot je idejni projekt, da je pod zemljo 25 metrov zaradi česa, zaradi temperature.
To je naravni tisti temperaturni pogoj za vino, da se vino hrani na temperaturi od 10 do 12 stopinj Celzijevih. I to je omogočila ta naša podzemna klet, koja je naravno, mi smo imeli možnost hlajenja, apsolutno, ampak imeli smo 5 podzemskih etaž, v 2 prvih etažah so bile betonske cisterne, takrat zaradi tega, ker je betonska cisterna bila cenejša kak inox, takrat, ko se je klet gradila. Se spomnim, da so rekli, da je inox draži 10krat, danes ne, danes nišče ne dela betonski cistern. Ampak potem pa smo tudi naredili še dodatne kleti z inoxom, normalno. Potem pa smo imeli 3 etaže lesenih soda. Veste vi, koje je to bogatstvo bilo? Tako da dejansko vsa vrhunska vina, vina vrhunske kakovosti, to je pomenilo normalno optimum zorenja grozdja, seveda določeno število ekslevih stopinj, to je nad 80 ekslevih stopinj, to je vse bilo vrhunsko, in potem seveda vina posebnih kakovosti so obvezno dozorevala v lesenih sodih. To je tista faza, sekundarna faza zorenja vina, ko vino pridobi na snoveh, katere se dejansko biosintetizirajo v vinu. To je proces, da nam ne govorim, zdaj težko je mogoče pojasniti tu tehnologijo, bogatstvo snovi, katere nastajajo v vinih, v fazi zorenja, to je strašno veliko. Če mošt prinese, sem prej rekla, okoli 150 sestavin, okoli, ne, zdaj odvisno od sorte, odvisno od faze, kdaj se trga, zorenja in tako naprej grozdja, potem pa se eno vino dozorelo obogati do 1400, 1600 spojin, to so sve organske spojine, nekaj anorganskih. Prosim, to bogatstvo samo vino lahko dobi ob zorenju, ob bogati naravni biosintezi. Kaj pomeni biosinteza? To so biokemični procesi, kateri se dejansko vršijo v lesenih sodih predvsem. Težko in zelo počasi to gre v inoxu, oziroma je onemogočeno. Ker je inox hermetično zaprta posoda, inox onemogoča dostop kisika. Zaradi tega se z pretoki aerira oziroma dovaja kisika, ampak to ni dovolj. Leseni sod še vedno da tisti karakter. Ampak mi za to zorenje moramo imeti klientelo, ne? Ker to je ena draga proizvodnja, to je sigurno, vino se mora hraniti in seveda, potem, ko je zorenje končano, takrat, ko napolnimo v steklenice, še 3. faza zorenja v steklenicah, mi pravimo, to je še tisti, vino mora dobiti v steklenici ležalni buket. In to mora biti klientela, to mora biti ljudje, kateri to spoznajo. In seveda tudi tisti, kateri so pripravljeni to plačati. To je, veste, to ni tako, da prideš v gostilno pa si naročiš kakšnega arhivskega vina, to ne gre. To moraš pač imeti ritual, postrežbe, ob dobri hrani, takšna kvaliteta vina, da imaš čas, da pravzaprav ob tem uživaš. To je za užitke, to je za užitkare, tiste, kateri vejo. Jaz se spomnim, ko sem prišla v Ormož, seveda, ko sem bila še po fakulteti, jaz sem doživela te stare Ormožane, kateri so to vedeli. Jaz se spomnim, to so bili veseliči, to je bil moj tast Irgl, to se vino se samo pilo, seveda, o posebnih večerjah, o posebnih kosilih, o posebnih ritualih. To je bilo, veste, to je nekaj. Zato, seveda, ampak, veste kaj, danes mi zato moramo vzgajati ljudi, moramo propagando delati in edukacijo. Ljudje morajo vedeti, zakaj se gre. Kaj pravzaprav iskati v enem mladem vinu, katere komponente, kaj iskati v enem dozorelem vinu. To moraš poznati. To se ne da prečitati, to se ne da učiti iz knjig, to se ne da, to se mora samo z edukacijo, oziroma jaz mogoče kažem, dostikrat povdarjam, nekaj imamo te degustacije, da pravzaprav moraš se naučiti. Učenje je. Zdaj pa še malo bi povdarila eno stvar. Mi imamo srečo, pravzaprav, gledajte, živimo tu v tem delu Evrope, ko je vinska kultura na enem visoki stopnji. Zaradi tega, ker imamo trto. A trto imamo zahvaljujoč še Rimljanom.
Pa poglejte se, kak so Rimljani še vedli. Rimska vojska, ko je seveda osvajala teritorij, sabo je imela trto. In Rimljani so, seveda, ko so zasedli določeno področje, tam so trto sadili. Zakaj? Zato, ker ni bilo zdravil. Vino je bilo edino zdravilo, ker so vojake držali v kondiciji in pri zdravju. Ker so takrat še, prosim, pogledajte, ta bogata naša zgodovina, kam sega, ne? V rimske čase in v grške čase. Grki so vedno pili vino. Kak bi grška kultura, civilizacija sploh obstala, če ne bi vina bilo? Nemogoče. Oni bi izumrli, apsolutno. Ker to je tam prvič klima, ne? Težki pogoji življenja, ampak obenem Grki imajo populacijo na otoku Kreti, najbolj zdravo na svetu. Zamislite si, najbolj zdravi ljudje so na otoku Kreti. To prizna Svetovna zdravstvena organizacija, je dala to poročilo. Zakaj so najbolj zdravi? Jedo malo, toliko koliko rabijo, gibljajo se veliko, tiste rastline revne, se veste, kaj na kamnu zrase, kaj oni od zelenega imajo, to zaužijejo, seveda ribo, olivno olje, same takšne in povrhu vsega še vino. Vino jih drži zdrave, poglejte, najbolj zdrava populacija. Mi nismo tako zdravi, ker mi smo že opustili v naših krajih, ko je nekoč se nije nič pilo drugo, ko sem jaz prišla v Ormož, evo, zdaj sem že častitljivi, joj, Bog pomaga prek 50, ne. Čujte, jaz se ne spomnim, da bi v gostinskih obratih se točilo kaj razen vina, ne. Sicer, tu so se točili, zaradi sortere imamo pač špriceri, dobro, ljudje več pijo, ampak to je opravičeno. In zdaj si zamislite, vse te populacije starih ljudi preživeli so ravno zaradi vina. In Rimljani, in Grki. Rimljani so napredovali vojsko, veste, kje so bili že na severu, vse zahvaljujoč zdravim ljudem, mladim ljudem, ne? Ampak mi o tem ne razmišljamo. Naši vojaki gotovo ob kosilu ne dobijo kozarec vina, kaj bi bilo dobro, da bi. Naša bolnišnice tudi, naši zdravniki apsolutno odklanjajo, apsolutno. Že vidim, naši psihijatri, ne, to vino, ne. Jaz imam dosti krat take diskusije z njimi, kar poznam jih tu v Ormožu, sami imamo srečo, da jih imamo, ne, seveda. Zdravijo alkoholike, ampak mogli bi imeti veliko več znanja o vinu. Jaz sem jim to povedala. Zaradi tega, ker alkoholik ne nastane od vina, ni. Populacija alkoholikov to vino ne naredi. Naredijo žgane pijače oziroma druge pijače. Ne. In danes se že na severu Evrope, to so Skandinavci, pa zdaj se pri njih tudi klima spreminja in oni tudi malo več pijo, pravzaprav tisti svoj alkoholizem čezmeren, kaj ga imajo probleme, oni zdravijo z kulturnim pitjem vina. Kulturno pitje vina narekuje pravzaprav nekje, da mi v naš ritem življenja vnesemo spremembe, da ne trebamo seveda, da ne bi pili nekaj drugega, razen eventualno, da imamo potrebo spiti kozarec vina dnevno, vsaki dan zaužiti. Zdaj pa se mogoče sprašate, koliko lahko, ne? Zdaj že v našo tehnologijo pitja, tudi kako reče, navade pitja, so se mešali že seveda zdravniki normalno. Ne, zdravniki nas imajo na zatožni klopi, veste, ker oni pojmujejo pravzaprav vsaki vnos alkohola v organizem kot že potencialni, veste, naši psihijatri, to smo že, zgodovina kaže, tako je, ne, kak segneš za kozarcem, da si že potencijalni alkoholik. To se jaz strašno bojujem z njimi in to sploh ni res. Moramo pa znati, koliko lahko spijemo, da nismo
omotični oziroma da nam alkohol ne deluje kot narkotik, ne? Ker alkohol je eden najhujših narkotikov. Mi zdaj imamo potrebo vsako jutro spiti si kavo zaradi kofeina, kadilci seveda rabijo nikotin, rabijo, zakaj pa ne, pa naj, koliko rabijo, ne? Še druge mogoče, spijemo si čaj, to je tudi narkotik, tein, te pa spijemo kakao, pa je tudi teobromin, to su sve alkaloidi narkotiki, ne? Narkotiki, to znači da deluje na naš centralni nervni sistem. Medtem je najhujši in najbolj agresiven alkohol. To si zapomnite. Ampak iz vina ne. Zato se vino tudi ne tretira kot alkoholna pijača, jer vino je hrana, prosim, to si zapomnil za večnicajte. Vino ni alkoholna pijača. Vino je hrana. Če se zaužije v zmernih količinah. Koliko lahko spijemo, to pa tudi ni recepta. Vsak človek si mora testirati, vsak posameznik, koliko lahko spije, da mu vino ne deluje kot opijat. Ja, zdaj boste vprašali, koliko je to. Odvisno, kakšno kri imamo. Koliko imamo v krvi encima alkohol dehidrogenaze, to vam moram reči, zapomnite si svi. Taj naš encim, ko zaužijemo vino v prebavni trakt, pride vino v črevesje, takoj gre v kri in seveda, koliko imamo encima, toliko nam se alkohol razkroji. Dansko prihaja do degradacije alkohola. In mi spijemo kozarec vina in čez en čas je čudovito toplo. Zakaj? Prišlo je do razkroja alkohola, nastale so komponente, seveda ide do CO2 i vode, nastaje energija in zaradi tega nam je takoj toplo, ne? Čutimo energijo. Mi pravimo, iz vina se najhitreje sprošča sončna energija. Pa to je to, ne samo alkohol, ostale komponente, tudi bogatstvo drugih, ne? Ampak dobro, zdaj govorimo o alkoholu. Ker alkohol je na zatožni klopi, veste, pri naših psihijatrih. Ne? Oni dosti krat, ker mi tudi imamo prepoved reklamacije vina. Mi ne smemo reklamirati vino. Pogledajte, pivo pa lahko, pa kriminal. Kriminal od kriminala. Pivo lahko, vsaki dan Laško vidim, pa Union pivo. Kaj? Vino pa ne smemo. Ker je vino, minister za zdravje prepoveduje pitje alkohola. Mi vinari se moramo proti temu boriti in se moramo širiti kulturo, koliko lahko človek spije. Ženskice, žal, tukrat nismo enakopravne. Moški lahko spijo, tako su medicinari nekje zmerili, poprečno. 4 decilitra na dan. Razdelimo si tih 4 decilitra na dan, brez strahu, da bi vino delovalo, tisti alkohol, kot opijat. Ženskice pa, kaj imamo manj hormona tega, manj encima, ne, drugi hormonski sistem imamo, manj encima in zaradi tega imamo polovične doze. 2 decilitra, pa nam je dovolj. Če spimo 1 deciliter pri kosilu, 1 deciliter pri večeri, to je, prosim, tisto, odvisno tudi koliko jemo. In seveda ženskice, katere imamo malo več kilogramčkov, smo na boljšem, ker lahko malo več zaužijemo. Ker se grami alkohola delijo na kilograme teže. Zdaj pa rečete, tiste suhice, one hitro občutijo alkohol, ne? Če malo preveč zaužijo. Mi pa ženskice, kaj imamo malo več kilogramov, mi pa lahko malo več, ne? Odvisno tudi, kaj jemo, kako se absorbira, kako pride do absorpcije, ker naša hrana seveda se metabolizira. Mi pravimo, pride do razgradnje. Mi rabimo dnevno vnos v hrani določeno število aminokislin. Esencialnih aminokislin rabimo okoli 20, to rabimo vsaki dan. Ne? Zato pijemo mleko zjutraj, oziroma zaužijemo meso, zaužijemo sire, zaužijemo si, kazujem, v zelenjavi tudi, kaj imamo. Tako da nekje ta vnos mora biti v kombinaciji, tako da dobimo hranilne snovi. Ne? Seveda, koliko pa vino dobimo, tiste snovi, katere so pa vino, so najbolj prebavljive, ker je tekočina. In zdaj, o alkoholu smo rekli, dobro, moramo se testirati. Različne so. Ene ženskice lahko prenesejo tudi več. Pa pravijo, da tiste možate,
pogledajte, moški su danas na zatožni klopi, pravi da se moraju boriti za emancipaciju, moški, ne? Mi nismo ženske krive, kad smo dominantne, ne? In tu edino nismo enakopravne, ampak dostikrat so tudi ženske, ktere lahko več zaužijejo. Te pa zdaj vino ne, alkohol smo absolvirali, to ne bomo, to bomo zanemarili, pravzaprav nećemo o alkoholu govoriti, ker druge komponente su, ktere su zelo važne. Da ne govorimo koliko je ostanka sladkorja, eventualno če je vino pol suho, pol slatko, potem pa kislinski sestav izredno važen, kisline su bogatstvo, kislini iz vina su tiste komponente, ktere u naši presnovi aktivno sodeluje. Imamo bogat vitaminski, rudninski sestav, imamo antibiotike, imamo pravzaprav antioksidanse. Danas je nekje moda. Ja, seveda, vse kaj jemo, moramo čim več dobiti s hrano antioksidansov, da se rešimo balasta iz organizma, to so radikali, ne, tisti prosti radikali, ne, kateri nastajajo v našem telesu, kateri dejansko povzročajo naše bolezni. Prosti radikali, to kemično ne bi vas morila s tem, ampak zakaj nastanejo, ne? Prvo sonce, seveda, radiacija povzroča nastanek teh prostih radikalov, potem pa rezidu, ostanki škropiv, ostanki strupov, kateri prihajajo s hrano, veste. Mi nismo tak samo, pa z vodo, pa ne, pa vse, ozračjem, ne. Prvo radiacija nas strašno obremenjuje, ne. Tako da mi imamo v organizmu določene strupe. I kak se rešiti teh strupov? Najbolj efektno je z vinom. Najbolj efektno. Zato smo zdravi. Pogledajte si, zato smo zdravi. Ker pijemo vino. Populacije v svetu, pogledajte. Prvič, mi Evropljani, ta čas, tudi, kaj živimo tu, to imamo srečo življenjsko, da smo v tem pasu, kjer imamo vinsko trto in seveda vino, in vino zauživamo vsak dan, dnevno. Včasih malo preveč, ali dobro, to se tudi hitro rešimo, ne? Kad vino hitro gre tudi iz organizma, če je določeno, ne? Se vete, so proslave, so tako, ne? Dobro, pač. Ne smemo zameriti s tem, terim so mogoče rahlo vinjeni. To so prav simpatični ljudje, ne? Ker vino tudi nekje napravi človeka drugačnega. Ljudje niso agresivni. Pogledajte si, in to tudi imamo srečo, pogledajte, kristijani. To su, pogledajte kaj su, oni su vino na pijedestalu, imaju v crkvi se župnikom, a baš on zaužije vino, časti vino. Vera ne prepoveduje pitija in to je važno zlo. Kaj pa divjaki današnjem svetu, najbolj divli ljudje, tisti najbolj agresivni, to su samo tisti, ktorí vina ne pijejo. To autoritativno trdim. Islamska vera prepoveduje. Pogledajte, ne samo da zatira ženski svet, da zatira sploh razvoj civilizacije, znanja i vsega, ampak tudi vera islam prepoveduje alkohol. Pijeju oni, ne rečite, ne mislite si da ne pijeju, na skrivaj pijeju seveda, se ne bi drugače zdržali. Ampak to je današnja populacija, ta najbolj divja, kad dela cijeli svet morijo že svojim obnašanjem i svojimi dejanji, kaj delajo, to je sve krivo, kaj vina ne pijejo. Tako. Evo, lako kako vprašanje. To je, veste kaj, vino je pravzaprav ena znanost tako široka, da je to teško v tih par minuticah pojasniti in tako bogata pravzaprav. In gledajte, še ena velika stvar je, da strokovnjaki, kateri se ukvarjamo z vinom, lahko dalj časa delamo. Pogledajte, jaz sem že v penzionu 20 let, več kot 20 let. Jaz še vedno aktivno delam, ne? Pogledajte si, noben zdravnik odide v penzion, konec, že mu odvzamejo vse pravice, profesorske strukture, ne? Namesto da bi izkoristili še znanje tisti, kateri imajo, da bi eventualno, ne, onemogočajo. Mi pa vinari, prosim še, mi pa imamo možnost, ker ko nismo več aktivno v tehnologiji, se ukvarjamo z degustacijami, oziroma smo poklicni, bi rekla, degustatorji.
to smo pokuševalci vina, ko vino ne samo pokušamo tako, da vidimo zdravstveno stanje, užitke in tako naprej, dejansko ocenjujemo. In mi imamo možnost narediti, obnavljati licenco za degustatorja, tudi leta niso nekje limitirana. Je pa pogoj, da dobro vidiš, na sreću dobro vidim, vidite da nemam niti očala tu nič, imam dobro dioptrije, razne za čitanje. Moramo dobro vohati, moramo imeti zdrav ta sistem voha, moramo imeti zdravo ustno votlino. Pogledajte si, jaz skoraj imam vse svoje zobe še, prosim lepo, to je velika stvar. Ker v ustih ne smeš imeti metala veliko. Tisti, kateri nimajo kolegi in kolegice, kateri so degustatori, pa imajo eventualno kakšne vsadke, tisto nije zaželjeno. Ker vino s svojim sestavom deluje na metale in pride do ionizacije oziroma nastajajo ioni težkih kovin. Dobro. In seveda moramo poznati sortni sestave. Ko zaužijemo vino, moramo poznati pookus. Kaj pookus da? To moraš biti zdrav. Zakaj pa smo zdravi? Bom rekla, kako deluje. Jaz strašno mlade rada spoštujem in ko sam kje, pa rada jih vprašam, zakaj pijete vino? Veste zakaj? Ja, zato da smo dobre volje. Ja, seveda dobre. V redu. Ampak, prvič pijemo vino za zdravje. Prvič je to. Ko zaužijemo vino, je prvo deluje vino proti karijesu v usti. Veste, kaj to pomeni? Proti karijesu to znači zdrave zobe imamo. Zdravo ustno votlino. Nimamo bakterij v usti. To je vse. Pogledajte, zdravje se začne v usti. Prebava se začne v usti. In to je tisto, kaj vino nam da. Bom povedala, zakaj še. In potem, ko ga zaužijemo, seveda, prebavi aktivno sodeluje v metabolizmu. Znači, v razkroju ostale hrane, katero zaužijemo, vino kot raztopina z svojimi sestavinami aktivno sodeluje. Zdaj pa, o antioksidancih, gledajte, svet je tak krivičen. 3/4 proizvodnje vina v svetu so rdeče sorte. In seveda lobiji delajo, treba rdeče sorte prodati. Te pa so vsi. Vsaki zdravnik bo vam rekel, ko prijete, če vam zdravnik priporoči spiti kozarec vina na dan, reče, spite si rdeče. Zato, ker zdravniki ne vejo. Naj vprašaj, če ne vejo. Antioksidansi v rdečih vinih so prisotni v velikih koncentraciji, so zelo aktivni, so zelo zaželjeni, ampak določeni ljudje nekako ne marajo, rajše pijo belo vino. Pa mi pridelovalci belega vina, mi seveda na piedestal dajemo belo vino. Zakaj? Ker belo vino ima antioksidanse dosti bolj aktivne, dosti bolj pravzaprav tudi večji koncentracije prisotne, kot je v rdečem vinu. To vam nišče ne bo svetoval, da spiješ kozarec belega vina zaradi antioksidanse. Snovi v rdečem vinu je resveratrol, katehin, epikatehin in ostali, ne vem koliko jih je že. Dosti, kar je samo v rdečih sortah imate v določenih sortah okoli 800 barvnih snovi, med tem je strašno dosti antioksidansov. V belih vinih pa seveda je nizkomolekularni antioksidans, imenuje se tirosol in hidroksitirosol. To je najbolj pravzaprav koncentracija antioksidansa, katera najbolj deluje na naše proste radikale in na čiščenje telesa in organizma. In zato, ja, to je privilegija zdaj, da imamo bele sorte in da lahko to zaužijemo in da lahko spijemo. In da našim zdravnikom, našim populaciji, katera se noče učiti, noče poslušati nas strokovnjake druge, ker biokemiki ogromno vemo o tem, oni pa vejo seveda farmacijo in nas filati s tistimi strupi in tako naprej. Ne, kozarec belega vina za zdravje zaradi antioksidansa. To prosim, ova oddaja naša nije noben EPP, ampak moramo reči pravzaprav, da to znanje o vinu moraš imeti.
moraš znati, to pa je naloga nas enologov, da poznamo dobro kemizem reakcij. Kemizem reakcij kaj se dogaja vse od mošta, kaj se že dogaja v jagodi, to moramo znati, kaj se dogaja v grozdni jagodi, kaj se dogaja v fazi sprešanja, kaj se dogaja v fazi zorenja, kaj se dogaja v fazi tisti še tercijalnem zorenju v steklenici, kaj se dogaja, ko vino zaužijemo. To mi moramo poznati. To su vam sami procesi. Pogledajte, saj mogoče nije, malo je kemikov, biokemikov. Jaz vedno iščem, ne, pa mislim si, evo, zdaj sam bila nedugo na Kogu smo imeli to podelite, pa jaz mlade strašno rada animiram, pa ih sprašujem, ne, da vidim kakšno je nivo znanja, ne. Dobro, eni študirajo strojništvo, eni študirajo farmacijo, ne. Domnevam, da tisti, kateri farmacijo študira, da malo več biokemijo pozna, ne. Ne samo tiste farmacevtske preparate oziroma že je dobro. Osnova je začetki študija. Pri meni tudi je bila anorganska kemija, biokemija in mikrobiologija. Zakaj povdarjam mikrobiologija? Ker to bogatstvo mikrobioloških procesov in razvoj mikroorganizma v vinu je zelo, zelo bogato. In veste, gledajte, Louis Pasteur, živel je, Bog pomagaj, 17. stoletje. On je že rekel, da je vino najbolj higijenična pijača. Zakaj? Ker je že, on je to, zakaj bi bilo, ugotovil je empirično, ne? In gledajte, od vseh sokov, od vseh hrane, vino je še najmanj obremenjeno z reziduama škropiv, vseh herbicidov, najmanj je obremenjeno s težkimi kovinami, najmanj je obremenjeno z vsemi strupi, ker imamo srečo, da kvasovka, ko vrši vrenje, kvasovka ne vre, ona da encim, kateri potem povzroča spremembo sladkorja v alkohol. Ko pa se kvasovka svojo veliko molekulo seseda na dno soda, pobere sabo vse strupe in vse komponente, beljakovine, vse tisto, kaj v vinu ne želimo zadržati. In očisti tako, da je vino res higijenično. Higijenična pijača. Nimate, sadni sok ni nikoli tak, veste, ogromno se danas vse sadnih sokov. Jaz gledam v trgovini, mene srce boli, ko vidim, kaj ti otroci pijejo, kaj mamice kupujejo, kaj decu filajo s temi vsemi mogočimi sokovi. Nije to tak, čistoča teh sokov je zelo vprašljiva. Imate prvič, dobro, veliko sladkorja, kaj danes se borimo proti temu, ne preveč, ne, lahko, moramo zaužiti sladkor. Ampak zaužijemo grozdni sladkor, sadni sladkor, a ne mogoče manj saharoze. Pa dobro, če zaužijemo, še ne trebamo se bati. Ampak, veste, ostanki, mi se danes bojimo rezidu, ostanke škropiv, kateri so prisotni. Glejte, evo zdaj, afera z jajci. Kdo bi si mislil, da če jajce poješ, pa da boš dobil najhujši insekticid fibronil. Da boš dobil in da boš občutil. Pa ne veš, če ješ, pa ti je slabo. Ne boš pomislil, da ti je slabo od jajc, ili tako? Biš, ja, glava me boli, pa nekaj. Ja. Organizem, ne, moramo dobiti tisto, koliko se da zdravo, to pa je najbolj zdravo. In to imamo srečo. In zdaj pa rečete, zato moramo educirati, zato moramo širiti kulturo pitja, zato moramo ljudi ne samo naučiti kaj sorta, kaj recimo ena sorta da, ne, kakšno, da vino mora imeti barvo, prvič karakteristično barvo, ne, da mora biti kristal čisto. Želimo si čistega vina, ne, ker tisto, če je kalno, kaj je teže, veste, so beljakovine noter, so tudi, eno kalno vino spiješ, lahko te glava boli, zdaj bom rekla od česa. Med beljakovinami je ena huda pravzaprav spojina, imenuje se histamin, to pa je alergen. Ena meni ženska reka, čude, gospa, jaz ne smem vina piti, če pijem vino steklenično, tako mi rekla, če pijem vino čisto mi nič ni, če pijem tisto kalno, sem takoj rdeča. Takoj vino lahko povzroča tudi alergijo, ne, zaradi histamina. Dobro,
A to moramo vse očistiti in ko imamo vse čisto, spijemo si in se dobro počutimo. In tako je tu, tudi sem si ja na srečo imela, pravzaprav sem bila v teh plemeniti tehnologiji, ne? Da vam samo povem, da sem, koliko sem po Evropi bila, tudi sem vse bila zahvaljujoč vinu, zahvaljujoč dobrem vinu, da imaš tudi prijatelje okoli sebe, ktorí radi pijo, ovi kaj ne pije, to sploh ne more biti, ne? Ali pa ih naučimo, da lahko zaužijo, ne? Neka kažem, da z znanjem, katero imamo, pa še ga imam, pa koliko ga nimam, koliko pozabljam, imamo krasne možnosti danes, imamo možnost študija, apsolutno. Ko jaz rečem mojim kolegicam, pa jaz še vedno, svaki dan nekaj pogledam si, na internetu imamo, na Googlu, pa vse, kaj ne vem, idem pogledat si, ne? Pa takoj dobim. Danas je dostopna znanost enkratno, danas vse imamo že možnost, kak smo nekoč, ne trebamo knjig, ne vem kaj, knjižnice. Tako da, in seveda moram reči tako, ne smeš se zapustiti, moraš pravzaprav nekje še umsko, moraš stalno se nadgrajevati. Ne? Kar osnovo imaš, jaz imam bogato osnovo, ne? To je seveda moja velika pridobitev še časa študija, ne? Tako da osnovo moraš imeti in na to osnovo moraš še vedno nadgrajevati. Če pa to ne nadgrajuješ, hitro retardiraš, hitro si gotovo. Ne? Zdaj pa en reče, pa kaj bomo mi šli ocenjevati, kaj pa se ne da, pa ovo. Ne smeš biti. Gledajte, sicer je tak, že z leti dobiš tudi tisto pajčevino, jaz rečem, ne? Ko nekam prideš, že malo tudi respekt, tudi med kolegi, ne? Jaz pridem v auditorij, takoj me zvolijo za predsednico komisije, zdaj sem bila na 2 mednarodnih ocenjevanjih, ne? Pa nisem mislila, da bom predsednica. Jaz pridem, jaz sem avtomatično predsednica. Me ne poznajo, seveda me poznajo, ne? Makar je to ne samo v Sloveniji, tudi izven, na Hrvaškem dosti ocenjujem, pa bila sem dosti na Češkem, pa bila sem na Slovaškem, pa bila sem v Avstriji, dobro, zdaj nema veze. Ampak nekako mi v enoloških krogih smo, to ni nas dosti, ne? Pa poznamo, če ne osebno se ne poznamo, imena poznamo, ne? Zdaj sem imela tudi na enem mednarodnem ocenjevanju v Križevcima, sem imela 2 Mađara, ne? 2 kolega Mađara, ne? Hop, Mađari se čudijo, sami ste pridejo na Hrvaško, pa misle, čude se, kak mi na Hrvaškem ne vemo mađarski govoriti. Kaj sem rekla? Pa mi smo imeli Mađare za okupatorje tu. Ne? Nemško vemo govoriti, kljub temu so tudi bili, ampak dobro, to smo se učili, ne? Mađarsko ne vemo, ne? Mađari imajo zelo bogato tudi vinsko kulturo, ne? Zavete, ne? To je cela Mađarska pravzaprav, ne? Tako da oni se jako ospredje držijo in oni su znali vedno zgodovini. Recimo, nasade na Tokaju, si lahko mislite, da so cesariji ruski vino vozili iz Tokaja v Petrograd. Ne? Petrograd. Ne? Si lahko mislite? Ko pa je bila trgatev, so vinograde čuvali ruski vojaki, ruski konjeniki, da ne bi slučajno kradli Mađari grozdje, da se je vse grozdje z Tokaja predelalo in vino Tokaj se vozilo na cesarski dvor v Rusijo. Naša vina, veste, naša vina su se vozila tudi, seveda, na Marije Terezije, v centar na Dunaj, ne, v Graz, naša vina su ogromno, to je znano bilo, da su štajerska vina iz spodnje Štajerske, to je tu naše področje, da vina nisu tako, to su najboljše kvalitete vina v svetovnih razmerah, ne? Da su vina seveda se trgovala, nekoč že vozila. Avstrijci su vedeli, da če pripelje vino iz tega področja, si oplemenitijo svojo iz Oberštajrma tu, Štajerska, ne? Oni nimajo takšne talne pogoje, takšne klimatske, mikroklimatske in tudi sortni sestavi imajo drugačne. Tako da su vina našega področja zelo bogata. Imamo srečo, ni samo, veste, sladkor. Zdaj bomo mi merili sladkorje, pa sladkor, ne. Moramo tudi razmišljati o ekstraktnih snoveh. Ekstrakt je tisto bogatstvo, kaj vinu da tisti oljnat vides in seveda boljši, seveda
bogatstvo sestavin. Ne? To moramo tudi zdaj. Zdaj, kako bomo trgatev speljali, to bomo videli, pa bomo se pozneje pogovarjali. Gospa Lidija, hvala lepa, veliko smo se danes znova naučili od vas, žal Dobro. je naša oddaja omejena Oddaja časovno. je omejena, ampak lahko pa večkrat govorimo o vinu. Mi moramo v teh naših oddajah pravzaprav educirati populacijo dobro. Naše, vse tiste, ki so nekaj že pozabili, da si znanje obnovijo in seveda, da tudi prenesejo drugim, s tem bomo tudi povečali porabo, pravilno pitje, kulturno in seveda vino za užitek, da nam deluje v organizmu kot ne samo kot hrana, da je za zdravje, da je afrodizijak, jo danes se o tem ja veliko govori, in seveda, da vino, da ostane v našem spominu in da nam nekje tudi na naš spomin, naš nervni sistem obogati oziroma drži naše možgane zbujene, da lahko še živimo in da smo na tem svetu zdravega uma. Tako, naj bo to zaključek. Gospa Lidija, hvala lepa. Ja, prosim. Ja, to je bila naša ormoška strokovnjakinja, pravzaprav svetovljanka Lidija Ruška, specialistka, enologinja. Mislim, da je veliko povedala in da smo se znova veliko naučili od nje. Sicer pa verjamem, da bomo mogoče tudi malo drugače razmišljali o vinu. Tako, hvala lepa za pozornost, pa se znova vidimo v oddaji Med nami povedano čez teden dni. Srečno do takrat.